Živijo, tole sem še enkrat preizkusimo, če vse lepo dela. Lepo pozdravljeni na enem super srečanju. Midva predvsem želiva, da bo tako sproščeno. Jaz sem Maja Čebašek. Živijo, Martin. V glavnem, želela sva mogoče malo o doTERRA poslu spregovoriti na tak malo drugačen način, no? Kot rečeno, da sva predvsem midva sproščena, da odgovoriva na čim več vaših vprašanj, ki ste nama jih postavljali. In v tem, kako pravzaprav gre za vse skupaj tako, da deliš dišečo ljubezen. Čeprav se sliši tako romantično, no, ampak jaz mislim, da boste tudi še z najin pogovor videli, pravzaprav, kako vse skupaj poteka. Tukaj sem vam nalepila en lep spomin, še iz ene od doTERRA konvencij, kjer smo se pol tudi zvečer malo potružili, no. In o doTERRA konvencijah bo tudi še malo spregovorila tudi na koncu. Jaz sem želela, da gremo mogoče malo čez mojo oziroma najino zgodbo, da Martin tudi pove ta svoj del, kako je on to doživljal, kako on to vidi, ker se mi zdi, da je to dostikrat tudi nekaj, kar vas najbolj zanima. Je pa res, da večinoma se s tem delom seveda ukvarjam jaz. Martin mi mogoče pa pri kakšnih tehničnih stvarih malo preskoči, ampak ja, je to predvsem moj doTERRA posel. Je pa res, da brez tebe, no, pa ne bi ga mogla imeti, ker pač je tudi ta del podpore v bistvu tudi zelo pomemben, no. Si še ti hotel mogoče kaj dodati? Ne, jaz pač prispevam kar lahko, ne. Poleg svoje službe in mislim, da kakšna stvar bom že lahko povedal, ko bo zanimiva glede. Jaz sem prepričana. doTERRA. Super. V glavnem, veliko vas me vpraša, kaj meni doTERRA delo prinaša. Jaz res obožujem, kar delam. In velikokrat tudi naredim, seveda, ker je to nekaj, kar rada delam več, kot bi mogoče od sebe pričakovala, ali kar bi se pričakovali. Ampak sem ful ponosna, no, da sem prvič našla ene izdelke, no, ki so nam res spremenili življenje, no, to po mojem tudi lahko ful poveš, da pač ja, to je del našega vsakdana. Mi ne hodimo kaj dosti več v lekarno, v drogerijo, mogoče res samo po kakšne malenkosti, ker pač imamo ful izdelkov tudi za naraven dom, za čiščenje, ki je prijazno do naših dihal, do naše kože, do nas samih. Difuzor, kot vidite, pač je del nečesa vsakega dne praktično pri nas. Tudi olja na tisočine način, ali v aroma kulinariki tukaj zadaj v naši kuhinji, ali pa tudi v kopalnici praktično ni sobe, no, v naši hiši, ki ne bi imela vsaj enega olja. Ja, mislim, olja smo kar posvojili zelo hitro, bom rekel, že v prvem letu so nam zelo prav prišla, ne, ko so bile punce še majhne, do takrat smo imeli dobre izkušnje in potem pač to postane nekak način življenja oziroma uporaba olj ti pride, bom rekel, pod kožo in nekako ne moreš več imeti dneva, da ne bi kaj uporabil, ker se vemo, vsak dan imamo kakšno težavo, imamo kakšne izzive, ali fizične ali psihične ali kakorkoli in olja so res pomagajo, tako da tukaj, ko enkrat uporabiš in ko te zadeva prepriča, potem sploh nimaš več s tem kakšnih posebnih odprtih vprašanj glede uporabe teh izdelkov. Tako da ja, mislim, da nam je doTERRA tle kar marsikaj spremenila, bom rekel, v vsakdanjem življenju, v hiši, doma, se pravi, in tudi povsodno na poti, kamorkoli gremo, tako da Ja, skozi z nami. so izdelki skozi nami in pač si sploh ne predstavljamo več nekako, kako bi, kaj bi lahko drugega uporabljali kot te izdelke, ki so res kakovostni in pač smo jih preizkusili v teh 10, ali koliko že letih. Skoraj 8, ja, toliko se že z nami. Ja, tako da. Tako da to, no, to je sigurno prva stvar, za katero sva zelo hvaležna, oziroma tudi ta male, se punci sta res to čisto sprejeli že za svoje. Kot drugo pa sem vam hotela tudi pač, oziroma vam želiva z Martinom predstaviti, da je delo res nekaj luštnega, je pa res čisto moja odgovornost in je odvisno samo od mene same.
in od vsakega, ki to počne, in je zelo fajn, oziroma izredno mi je všeč, da delam na svoj način, v svojem ritmu, z svojimi talenti, torej v tistem, čemer sem dobra, da se ne pustim več primerjati z drugimi, ampak res se usmerjam raje na to, kako bom sama nekaj naredila, kako tudi sem kakšne svoje stvari, ki so nujne, pa so moje šibkosti, krepim. Tako da v veliki meri, ko me sprašujete, ja, doTERRA je delo na sebi, je delo z ljudmi, je delo grajenja odnosov, delo res velike osebnostne rasti, ki spreminja v bistvu mene, moj svet, tudi midva en drugega, praktično s tem, tudi bo sigurno na koncu malo o tem spregovorila. In glavna stvar, da mi nudi res eno svobodo na čisto vseh področjih življenja, ni vedno lahko, moraš vedeti, zakaj nekaj počneš in tudi pol veš, da včasih, če se je treba nečemu odreči, se moraš zavedati, zakaj ti bo to pol več doprineslo in je res tako vredno tega, da lahko jaz živim sebe, da v bistvu imam svobodo v vseh pomenih, pri sebi, časovno, finančno, zdaj čez čas, absolutno, in za mojo družino. Tako da mogoče za začetek sem hotela še povedati malo več, kako se je moja zgodba začela. Res je pomembno, ko začneš, da verjameš vase. Tukaj je mogoče ta proces za nekatere hitrejši kot za druge, ampak je absolutno pomemben in je fino, da veš, zakaj nekaj počneš. Tako da ja, itak se je meni začelo s sanjami, meni je res glavna stvar, ki mi je popolnoma spremenila vse skupino. Glavna stvar je bila vprašanje, kje se vidim čez 5 let. Jaz se spomnim, da sem bila na koncu druge porodniške, doTERRA je bila že del našega življenja, radi smo imeli izdelke, to, kar si povedal, smo že takrat vedela, pač, da res smo zaupali podjetju, zaupali smo izdelkom. Všeč nam je bilo vse skupaj in pač res smo bili kar eno s tem. Tako da to sem jaz rada delila, nisem se pa s tem profesionalno ukvarjala. In sem se takrat vprašala, kje se vidim čez 5 let in absolutno v tistem mojem trenutku, to je bila res moja osebna izkušnja taka, da nisem bila zadovoljna, ne da nisem delala, kar sem rada. Jaz sem rada delala tisto, kar sem takrat delala, ampak enostavno mi je jemalo ogromno časa, stran od družine, finančno mi je pa dajalo toliko malo, da iskreno, ko sem si rekla, kje se vidim čez 5 let, sem rekla, bom nervozna, ker ne bom dosti družino, ker sem že takrat bila, čeprav rada tisto delam, ampak kakšna mama bom, koliko bom sebe lahko otrokom dala, koliko bom jaz lahko srečna in koliko bom lahko kaj prehranila, tudi finančno, zato da bova še kaj več ustvarila, in sem se absolutno odločila, ne, mislim, na istem bom, ko sem danes in ne bom to, kar si želim, nočem to ostati, ker takrat je bilo res kar tako precej izziva polno zame, kar se tiče časa, koliko mi je stvar jemala. Kljub temu, da sem imela rada in sem se odločila, nič, pač olja imam rada, res jim zaupam, podjetju zaupam vase in sem si pač iz teh sanj naredila res plan. Tako to je bilo avgusta, sva se midva fajn zmenila, kako bom jaz časovno si razporedila, da probam res priti do nekega minimalnega zaslužka, budžet sva prilagodila, koliko bi rabila na začetku, zato da bo šlo čisto lepo čez mesec, tudi z moje strani, poleg njegove službe in kaj bom jaz probala narediti, koliko časovno rabim, zato da smo si razdelila urnik, vse, kar se tiče domačih opravil in vsega. In v bistvu sem res predvsem vedela, zakaj to počnem, ker sem res hotela več, na začetku res več časovne svobode, zato da jaz peljem otroke zjutraj, če mi paše ob 8 v vrtec, takrat sem šel v vrtcu, da grem iskat, kadar hočem, da če boste slučajno zboleli, da bom lahko doma en dan več prej, en dan več kasneje, da se ne bom obremenjevala, pa bom pač prilagodila svoje delo takrat, ko bom imela čas temu. Skratka, res to svobodo časa sem predvsem iskala. Finančni del, kot rečeno, sva prilagodila, tako da nisem šla z glavo čez zid, ampak v mesecu pa pol sem res prišla do tega, res, da sem delala takrat s trojnim tempom, res se veš, sem imela pač po 3-4 predstavitve na teden, kar je res velik, ko delaš z enim normalnim ritmom, to ne rabiš, ampak jaz sem hotela res videti, Martin bi temu rekel sigurnost ali pa en pomemben del finančne pismenosti in zavedanosti, da pač imaš, pač to sem tudi sama želela biti sama od sebe odvisna oziroma da nekaj pridam našemu budžetu, tako da takrat sem izgubila vse prejšnje izgovore, ne morem, ne znam ali pa jaz tega nimam,
Tako da sem res vedela, zakaj to počnem, in ko ni šlo, sem se itak zavedala, zakaj sem to sploh začela, in sem našla rešitev. In če najdeš rešitev, če veš, zakaj to počneš, ti uspe, zato ker nisi odnehal. Tako da sem se pa vsak dan zbudila res na smehom, ker sem vedela, da delam nekaj, kar rada delam, tudi če so bili to moje začetki in je bilo polno padcev in napak. Ampak sem se učila spotoma in to od moje dolgo zgodbo zdaj mogoče lahko vzameš ti nekaj, kar je rekel Bogdan, kolega z Romunije, tudi na leadershipu zdaj septembra, ne? Ja, on je lepo povedal, da njegov glavni zakaj je bil, da ni hotel biti oče, ki pride pozno zvečer domov in nič ne vidi svojih otrok, se nima časa z njimi ukvarjati, ampak je hotel ko je dobil prvega otroka, se več posvetiti temu, in to je bil njegov zakaj, in v Doteri je videl dobro priložnost tudi v tem času. On je v bistvu začel zdaj pred kratkim, koronije. Tako da on je v bistvu izhajal bolj z online poti, se pravi na spletu. Drugače pa načini so različni, midva vem, da takrat se imaš svoje strahove, o katerih bo še kasneje govorila, ampak sva nekako videla dovolj prednosti v tem, da Maja začne to pot, in tudi sva nekako zaupala, da se bo to pravilno išlo, in sva imela tudi neke sicer rezerve, kar je vedno dobro razmisliti, kako bo naslednjem letu zadeva potekala, če finančno, malo si narediš plana, kako bo šlo finančno, da imaš malo rezerve, da če se ti kje ustavlja, oziroma vedno delaš kakšne manjše napake in se učiš sproti, tako da... Pa pride kaj nepredvidenega, Pride kaj nepredvidenega, tako da vedno tako, kot pri vsakem drugem poslu, ki ga začneš, je dobro imeti neko rezervo, ampak bistvo je pa verjetno res to, kar je Maja rekla, da imaš močen zakaj, zakaj se nečesa lotiš, ker potem je vse lažje. To mogoče spoznavaš tudi malo spotoma, se pravi, če še nimaš takoj na začetku dobrega tega zakaja, tudi lahko malo kasneje to ugotoviš, pa se postopoma greš na to pot, in s časom ugotoviš, kaj bi pa bil tvoj, zakaj se tega lotiš. Tako da ja, to je nekako zgodba iz začetka. Jaz moram priznati, da na začetku sem imel svoje strahove, da sem bil malo skeptičen glede te zgodbe, tako kot moški znamo biti. Sploh, če si malo bolj, bom rekel, konzervativno usmerjen glede financ, imaš malo v ozadju tistega, samo da imaš dobro službo, pa trajno za poln delovni čas, pa varnost, zdravstveno. Kako bomo pa to, ampak to pa, ko greš to enkrat čez to, vidiš, da ima posel Dotere ogromno nekih prednosti in možnosti, ki jih pri nekih drugih zaposlitvah enostavno nimaš. Tako da to pa smo glede tega. Super, se bova še več tudi povedala naprej. V glavnem, kaj se mi zdi bistveno, mogoče za začetek, je, da se res potrudiš, pa tudi spoznaš podjetje, ker moraš ne samo verjeti vase, ampak tudi verjeti v podjetje, in to podjetje se boste začutili tudi čez najin pogovor, da res ima tako misijo in vrednote, ki jo redko kje srečaš, in da res vedno stojijo za svojimi dejanji, oziroma hkrati stojijo za svojimi besedami in se tega tudi držijo in potrjujejo čez dejanja. In v bistvu je tudi zelo srčno podjetje, kjer v ospredju res imaš človeka, imaš dober produkt, tudi zelo pomembno misijo, ko se jo mogli zdaj v obdobju po 2020 kar precej prilagoditi, v smislu, ker se določene poti ali pa načini zaprli in je bilo treba se prilagoditi novemu času. Tako da tle Dotera res zna prisluhniti in ve točno, kaj rabimo. Tako da tudi trenutno se zelo usmerja Dotera v to, da ponudi čim več izdelkov, ki niso le potilni, ampak so izdelki, ki podpirajo mentalno zdravje, ker to sigurno je nekaj, kar se je v tem času pokazalo
Že prej smo vedeli, da je lahko kar pomembna šibkost, govorimo o človeštvu nasploh, ampak zdaj v tem obdobju vsi vemo, da pač se tukaj lahko še vsi mi bolj srečujemo v tem izzivu globje kot prej. Tako da res je njihova vizija, tukaj imam tudi pač malo več napisano, ampak glavna stvar se mi zdi, da moraš biti toliko samoiniciativen, da vse svoje dvome, tako kot ste rekel, pač tudi sam raziščeš, pač doTERRA ima itak vse transparentno, tudi razstavljeno, pa še nekje je res to zelo dobro, da živiš, o čemer bova tudi še pol na koncu spregovorila. Uporabljati moraš izdelke vsak dan, verjeti v njih, tako kot verjameš vase in podjetje, absolutno. Pa fajn je, da imaš neko močno izkušnjo, Mi dva oziroma najmočnejša prva izkušnja je bila sigurno tisto, ki je Sofija imela bližnje srečanje z oso, še kot dojenčica, tukaj na vratu. Takrat nam je čaja odzval, takrat mislim, da si tudi ti po mojem. Ja. To je pač bil najmanj prvi otrok in takrat si še, bom rekel, poln strahov vsega in pa, ko se ti zgodi tak dogodek, si še to bolj paniki, v strahu, kaj narediti. Mislim, kakorkoli smo šli takoj zdravniku, ampak smo v bistvu že takoj namazali z čajevcem, toliko smo še bili pri sebi, da smo ta čajevec, mislim, da smo imeli tudi čisti čajevec, ne vem, kako je bilo. V glavnem smo to namazali na vrat in potem pač leteli na prvo ambulanto, ampak zadeva je bila v bistvu potem že, ko smo čakali, da nas bojo sploh sprejeli, je že oteklina zginila, tako da na koncu je bilo vse skupaj bolj obisk na srečo. Kontrolni obisk, če je vse v redu, ampak takrat je že samo še pikca ostala od osa. Ker to je bilo res, to pač je bilo. Oteklina je bila pa na začetku velika in to ravno na vratu in sigurno, da se človek malo zapaničarja. Tako da to nam je že ena taka močna izkušnja, ko nas je pač še toliko bolj prepričala, da te izdelki pomagajo, delujejo. Tako da pri takih zadevah, potem ko sam preizkusiš, ni težko imeti tega, da verjameš v izdelke. Tako da tudi ni težko deliti svoje izkušnje potem z drugimi in je pa se to nekako spontano se je v bistvu začela. Zdaj, jaz priznam, dokler sem jaz spontano delila, pa ko nisem res se poglobila, kako deluje sistem doTERRA, pa kako v bistvu lahko si jaz prislužen za svoje izdelke, kar je pomembno, da veš, da ti zdaj, ko boš to delal, a delaš, oziroma delil, a delaš zato, da boš dobil gratis izdelke, ali zato, da bi imel nek dodatni zaslužek, da imaš za družino, ne vem, za 1-2 izleta na mesec ali pa eno dobrino več na mesec, ki si jo zdaj mogoče pri kreditu ali pa trenutnih finančnih zmožnostih ne moreš pač privoščiti, ali bi rad, da to res postane tvoja polna zaposlitev, v bistvu na nek način tvoje poslanstvo. Tako da absolutno toplo svetujem vsakemu, da ne uporablja izdelke, ker pa itak avtomatsko dobiš te spontane izkušnje. Takšne močne izkušnje, pač, ki je bila najina, so tiste, ki pač ti res to vero še bolj poglobijo in tudi iskreno, tudi ljudje, ki to slišijo čez tebe, ker itak pač ti poveš svoje izkušnje ali pa izkušnjo svojih bližnjih ali pa svojega mentorja, ker te je v članu, pač na začetku, ko še nimaš toliko svojih, dejansko pač ljudi prepriča in to je pač čarobnost doTERRA, da tisti čajevec, če bi stal na polici, noben ne bi vedel, zakaj se uporabi, ga uporablja sam za nepridiprave tle na ustnicah, pa za bolj zdrav izgled nohtov, pa mogoče za zdrav izgled lasišča, ampak za en kup drugih stvari še lahko vsako olje uporabiš in to je čar tega, kako doTERRA deluje, da pač delujemo za ljudi z dobrimi izdelki in s tem, da v bistvu sami nabiramo izkušnje in jih delimo med sabo in se ogromno eno drugega tudi naučimo. Tako da dnevno res priporočam, da se vzameš tudi, če imaš že nekaj izdelkov ali pa olj doma, res ene pol ure časa, pa si malo pogledaš, kaj še vse z njimi delaš, ker so tukaj naravna čistila, naravna kozmetika, aroma kulinarika z večino njih in en kup drugih stvari, ne samo lajšanje nekih težav in nelagodi. Ampak, ko se pa odločiš, da deliš, seveda je fajn, da se tega lotiš malo bolj planirano. Jaz sem se tudi takrat, ko sem se odločila, da bom to probala, v tistem mesecu in pa pol sem se res planirano usmerila, tudi s kom bi se rada, oziroma komu bi rada delila, danes bi temu iz profesionalnega sveta marketinga rekla, da je to tvoja idealna stranka.
To, kar pomeni, ne vem, če si ti mlada mamica, verjetno največ izkušenj tle nabereš, a ne, z malimi otročki. Tako sem tudi jaz začela, lahko si pa pač, ne vem, da ti je joga blizu, pa imaš skozi tisto, lahko si terapevt, pa pač imaš na tem področju več izkušenj, pa se usmerjaš bolj v to. Lahko si, ne vem, športnik, pa pač v svoji branži pač seveda največ izkušenj nabereš. Tako da tudi imam predvsem mladih članic zdaj, tudi nekaj takih, ki delijo, ko so stare okrog 20, skratka v 20-ih, pa imajo čist druge, bom rekla, izkušnje, ne, bolj močne kot pa jaz. Tako da mrežeš med svojimi, bom rekla, prijetnimi, domačem okolišu, kjer se dobro počutiš, kjer imaš največ izkušenj, odločiš se, kako boš sam delil, predvsem pa deluje takrat, ko si zvest sebi, ne, in si ti. Tako da določiš si tudi svoj cilj, kako hitro nekaj želiš doseči, in pol itak vam iskreno povem, da ti pot vse pokaže, kako organizirati sebe in čas, kako v bistvu si narediti plan, kako je fajn, da meriš rezultate in vidiš, da ti je ta način, ki si ga uporabil, prinesel rezultate, ali je fajn, da mogoče, če ni včlanjevanja po nekem času, res rečemo tega že poskus profi deljenja, ne, pač ne uspeva, da najdeš nov način. In da se prilagajaš svoji situaciji, pač kaj je tvoj cilj, tako kot smo že rekli, te 3, gratis izdelki, dodatni zaslužek ali polna zaposlitev. Vedno, res redno izrabite, kar vam je dano, ne se ozirati na to, kaj nimaš. Najdi si način, ki odgovarja tvojim talentom, tvojim načinom delovanja in razmišljanja. Pol ure na dan si res posvet za osebnostno rast, o tem bova tudi nekaj spregovorila danes. doTERRA ima tudi ogromno že narejenih stvari v slovenskem in tudi v angleškem jeziku za vsa področja, ki vas zanimajo, ali če hočeš več vedeti o eteričnih oljih, o poslu, o tem, kako, če uporabljaš socialno mreže, kako se ga zlahka naučiti uporabljati, kako biti mogoče boljše v narekovajih prodajnik, čeprav dejansko se ne prodaja tle, ampak pač na nek način svoj način, stil življenja predajaš naprej. In tudi v bistvu, kako pač mogoče čez določene faze postati še boljši kot si. Jaz res lahko rečem, da ko to deliš, ni samo, da veš, zakaj to počneš in zakaj si tukaj, ampak da dejansko najdeš svoje poslanstvo. Vsaka od nas je zelo različna, te, ki trenutno delamo v Sloveniji, in doTERRA absolutno ni omejena samo na Slovenijo, tudi v tujini je precej naših ekip že. In dejansko ti res poglavlja to, zakaj si tle, zakaj si na tem svetu. Marsikatera od nas je res pri doTERRI najdla tako priložnost za osebnostno rast, ki pride gratis na poti, za katere bi mogoče Jurja in več tisoč evrov lahko odštel za kakšen coaching, pa ti ne bi dal toliko. In to je v bistvu nekaj, kar jaz tudi zelo, zelo cenim in sem zelo hvaležna, da me je pot pripeljala tudi sem. Ne, mogoče, kako ti vidiš to mojo pot v parih besedah, koliko sem se spremenila oziroma kaj mi je dal čez to obdobje. Ja, sigurno je bilo kar precej napredka na teh 8 letih, v smislu tudi ti si že prej poučevala. Zdaj predvsem vidim tle, koliko si dobra bom rekel, v tem predstavitvenem delu, javnem nastopanju, se pravi bom rekel, retoriki in teh zadevah, tukaj je res tvoja dobra. Potem pač ti si mogoče res tako analitična, da si pač vse te izdelke tako dobro naštudirala, kar se mi zdi sicer za tebe odlično, mogoče niti ni to potrebno za vse, da imaš tako široko znanje, ker se mi zdi, da pri doTERRI je mogoče čisto dovolj, da imaš neko osnovno znanje o izdelkih in že lahko zadevo štartaš, se pravi, da posel v bistvu niti ne rabi tako široko znanje, kot ga imaš mogoče ti zdaj trenutno. Zdaj, če te stvar potegne, pa seveda tako kot vsaka zadeva, ko te enkrat res nekaj potegne, takrat začneš zadevo bolj globoko študirati in širiti svoje znanje, tako da potem sploh ti to pač pride sproti. Tako da tle si ti ogromno, bom rekel, na zelo visokem nivoju, kar se tiče znanja glede olja, tako da pač mi ti doma ti popolnoma zaupamo, če imamo kakšno težavo. Se pravi, eno je znanje, drugo je potem malo intuicija, ki imaš zelo dobro razvito intuicijo, zakaj se kakšno olje lahko uporabi.
Tako da pri nam imamo ogromno enih mešanc, ki jih lahko uporabljamo. Ideje sproti, kaj bi še lahko namešali, zakaj bi zadevo lahko uporabljali. Tisti trenutek, ko imaš kakšno težavo, tako da se tudi mi že malo učimo te intuicije, bom rekel. Se tudi ti si jo ukrepil. Da lahko kar, bom rekel, nekaj s police vzameš, ko začutiš, da ti bo nekaj sedlo, ne, in tako da to, potem napredek, seveda, če imaš svoj posel, moraš ogromno enih korakov narediti, ne, ti si sicer že prej imela svoj posel, ne, se pravi, od, bom rekel, finančne neke pismenosti do organizacijskega dela, ne, ki se mi zdi tudi zelo važen, do tega bomo mogoče še naprej prišli, ne, tako da bomo zdaj, tako da te stvari, ne, zdaj, če imaš pač močen zakaj, potem tudi druge stvari na lažji način urejaš, ne, take, ki so bolj birokratske, bom rekel, ali pa, ki niso toliko... Vedno najdeš pot, sicer meni birokracija ni, meni ta del, se veš, pač meni. Ampak pač to so neke nujne stvari, kjer pač najdeš način, kako boš naredil, če nimaš rad. In tudi to, kar si ti rekel, ne. Pač jaz vidim, da marsikatera je uspela, pa nima recimo, nima blog strani, ima pa svoje druge talente, tudi se ne poglablja toliko v izdelke, pa je še boljša kot jaz lahko. Tako da sploh nima vezano. Pač v bistvu, dobro, ti si opisal mogoče, kako si videl moj napredek, ampak dejstvo je, da pač res lahko vsak najde svoj način in bolj napreduješ. To je po mojem ta glavno sporočilo. Teh načinov je to, kolikor je pač članov, ki se s tem ukvarjajo, tako da tudi vidiš, ko priješ na kakšen dogodek, koliko so ljudje to pač različni, na kakšen način se posla lotevajo in spoznaš, da praktično je tle nešteto poti, kako lahko priješ do svojega cilja, ne. Jaz sem tudi v začetku mislil, da pač na klasičen ta spletni digitalni marketing, blog in spletna stran in te zadeve, da je to odločilno, ampak še zdaleč ni, ne, ker tukaj gre vseeno za nek osebni pristop, za usmerjenost v ljudi in da si pač iskren do sebe in do drugih in potem se ti zadeve začnejo odpirati in zadeve laufajo, ne, se pravi. Pa to, se mi zdi najbolj nagrajujoče v tem poslanstvu, ko zdaj mogoče govoriva, da res vidiš, koliko ljudem si pomagal spremeniti, ne da si ga ti, ampak si pomagal spremeniti življenje, ker že to, da lahko en tiščajec na podoben način, kot mi pa uporablja, je ful vredno, ampak je še toliko drugih izkušenj pa načinov, da to je pa nekaj, kar materialni del nagrajevanja nikoli ne da, in se mi zdi, da tukaj je pa res vse skupaj. Ne samo, da vidiš tak napredek pri sebi, ne, čez vse to, kar mogoče se pravi, glavno sporočilo je, da res ogromen napredek na sebi pa bližnjih lahko z dotero dobiš, tudi če si sam uporabnik, polka pa deliš pa še bolj, ampak da dejansko res spreminjaš svet, kapljico po kapljico, malo po malo, ne, čeprav se sliši to tako zelo ameriško, ne, ampak je kar zelo resno. Ja, zdaj pa, če pristopiš na ta način, da boš pač nekomu pomagal, potem ti tudi ne sme biti neugodno, da boš pač za to dobil neko kompenzacijo v smislu finančne nagrade z doterja, ne. O tem mogoče bo še v naslednjih slajdih govorila. Tako da, ne vem, lahko greva naprej. Ja, mogoče je malo sva hotela čisto, da se spomnimo. Zdaj septembra sva bila na leadershipu, to je bil v bistvu prvi leadership, da si šel tudi z mano, ne? Pa mislim, da ti ni bilo žal, ne? Ne, mislim, super je bilo, ne, zdaj pot je bila sicer malo stresna, ampak... Ja, ampak se najde načini tudi v teh izziva polnih časih. Prideš tudi, če treba prideš, ne? Pa če si dovolj želiš in veš, zakaj greš. Sicer, ja, Murray Smith, ki je dejansko eden prvih, ki je pomagal ustanovljati tudi evropski trg, ne povem, 2008 se je dotera ustanovila, 2010 je prišla v Evropo, tako da zdaj v Evropi je 11. leto in je res skozi 2020, 2021, pa zdaj do 2022 se je res ukrepila ta glavna vrednota, ki jo imam mesto krada pri doterji, da se res na nek način, oni rečejo serving people, ampak je res, služiš ljudem. S tem, kar si mogoče že sam spoznal, pač pomagaš.
Tako tudi ta evropski trg, ki ga imenujemo EMEA, je res noro v porastu, tako da smo eden najhitrejše rastočih trgov znotraj doTERA, ker itak imate pol Kanado, imate Ameriko, imate Južno Ameriko, potem imamo seveda Avstralija in Oceanija, Indija se bo odprla malo, Kitajska je že ogromen trg tudi naš. Tako da v bistvu par ljudi smo malo bolj pobližje spoznali. V zadnjem letu smo dobili res čudovitega človeka za Evropo, kot bomo rekli nekega menedžerskega direktorja, to je Isaac Wilson, tudi ti si ga lahko spoznal, tudi res izreden tako modesten, skromen zgleda, ampak ima ful dobro znanje iz financ in zelo, zelo čut človeka, tako da ima res ful neverjetno za finance, res neverjeten občutek za sočloveka, ful je pripravljen prisluhniti in se že ogromno plana za 2022 zaradi tega in tudi za naprej v dobro res še bolj spremenili. Mislim, že prej smo imeli super plane, kljub trenutnim časom, potem pridobili smo Izabel Bičanič, ki je sicer pol Hrvatica, za kar smo ful hvaležni, ker je ženska, pa v Rusiji imamo še Natalijo Kolikovo, v Izraelu imamo tudi super gospoda in v Južnoafriški republiki, ki spada pod EMEA, evropski trg trenutno, ker pač imamo tam res mislim, vse vemo, Južnoafriška republika je zelo taka netipična afriška entiteta oziroma država. Tako da res je velika EMEA uprava in pisarna, da imate občutek, imamo približno 300 zaposlenih, 2/3 od tega je žensk, govori se 44 različnih jezikov, tako da v bistvu res smo poseben trg tudi za doTERA, ker imajo z nami veliko več izzivov, seveda, ker moramo potem tudi lansirati v toliko jezikih, na tako malem področju, pač stvari, pa še tako smo kulturno zelo raznoliki in z nami tudi doTERA zelo raste, pač z Evropo nasplošno tudi tako, ker pač je res to tak dobro področje, igrišče, kjer pač spoznavamo res tudi, kaj vse se da, ker tudi smo zelo aktivni v dobrodelnosti, tako da o tem se malo spregovorili. Tle sva dala par ljudi, ki so se nama zdeli zelo zanimivi, čisto par stavk, ki smo hotela malo povzeti. A boš ti Zigrun jaz? Zigrun lahko jaz. Zigrun tudi poznam, Zigrun Čeh je ena taka zelo, zelo prijetna gospa, ki je zelo razdeljena v življenju. In to je pač lep pristop, boste zdaj videli, da vsaka ga bo predstavila, kratko, je čisto samo svoj in dela na svoj način in bistvo je, da ti najdeš enega vzornika ali pa nekoga, ki ti daje navdih, ne rabiš ga kopirati, ker to nikoli ni rešitev, ampak moraš biti ti, pa pač vzeti, kar ti paše, pa pač izrabiti, kar ti pa ne paše, pa greš mimo, tako da tudi le, mogoče bo vam bo všeč, ne, ampak se mi zdi fajn izkoristiti, tudi če si sam začetnik, pa tole gledaš, ali pa če si že nekdo, kar nekaj cajta že deli, ti bo sigurno prav prišlo. Zigrun je zelo organizirana ženska, ima tudi lepo ekipo, prihaja iz Nemčije in ona je zelo, zelo lepo rekla za svojo ekipo, da vedno je čisto vsak zaželen, ne glede na to, ali je uporabnik, ali je nekdo, ki včasno uporablja, ali je to nekdo, ki deli za to, da bo dobil za svoje izdelke, ali nekdo, ki deli za to, da bo imel dodatni zaslužek, ali nekdo, ki ima to kot za polno zaposlitev. In dobiš res v njeni ekipi ljubezniv, spoštljiv odnos in tako prav ona, brez vsakega člana, oziroma vsak član tudi nekaj prida, da je kot en tak majhni del sestavljanke in da skupaj v bistvu smo močnejši. Tako da tudi meni je zelo blizu njen način. In ona je zelo, zelo zanimivo razdelala, kako hodiš z doTERA lahko na 5 različnih poti. Kot nekdo, ki si navdušen, pa deliš, ampak se ti ne da s člani ukvarjati, lahko si pa prepustiš to svojemu mentorju, da jih on v bistvu člani, pa da on v bistvu jih potem pelje in usmerja. Lahko pa si nekdo, ki s pomočjo mentorja občasno včlanjuje, zaslužil za svoje izdelke. In pač te faze je zelo, zelo zanimivo razdelala, tako da če bo koga od vas bolj zanimalo, me lahko na ena dobi, da mogoče malo več o tem povem. Elena Čimpoescu je pa ena zelo zanimiva Romunka, zelo uspešna Presidential Diamondka, z možem sta skupaj v poslu. Ona je pa v bistvu zelo, zelo lepo povedala tudi, kako je pomembno, da veš, ozavestiš, kaj so tvoji strahovi, da se z njimi soočaš, ker vse je težko na začetku, ampak čez ta proces, pol postane lahko, zato ker si se s tem pač pripravljen soočati, ker si, mogoče prej nisva rekla tega,
pripravljen, zaradi tega, ker veš, zakaj to počneš, stopiti iz cone udobja, pač zato, da postaješ boljši in da kakšne stvari preurediš, v smislu najprej misli, da spremeniš pogled na stvari in pol se stvari spremenijo in pol se tvoja akcija spremeni in taka stvar lahko pač ta proces prinaša tudi seveda boljše, drugačne rezultate. In tudi o tem, kako včasih, če ni rezultatov, da nekdo kar odneha, zato ker premalo ve, zakaj nekaj počne. In ona je rekla tako ful lepo, da če nekaj ne uspeva, moraš zamenjati simbolično vodo pri koreninah, torej naše misli, naše dojemanje stvari in seveda dotera posla in naše akcije, kako bomo k temu pristopali. In tudi, da ko ni motivacije, pač če se ti res ozavestiš in greš čez ta proces, ki sem ga zdaj tako zelo na kratko opisala, da pač itak potem prideš do drugačnih dejanj in seveda novih rezultatov. Mogoče si še ti kaj hotel o njej? Ne, mislim, to je v bistvu zelo dobra tudi za čisto vsakdanje življenje, se pravi filozofija. Pač dejansko pač moraš iti iz cone udobja pri določenih stvareh, vedno je težko, ampak potem, ko pač enkrat to narediš, je vedno lažje. In zdaj teh strahov je pa lahko ogromno. Vsi imamo neke strahove, ki jih vlečemo še s sabo iz otroštva ali kakorkoli, ali se nam sproti pojavljajo in pač, če to nekako pri sebi razčistiš, potem ni težko se lotiti zadev. Tako da imamo potem, mislim, da na enem slajdu naštete vse te strahove. Ja, strahove, vsi jih imamo, še zmeraj. Tako da, čakajte, zdaj pa tole mi gre nazaj, pa ne vem zakaj, se opravičujem. Evo. V glavnem, koliko časa za kaj, to bo mogoče, da ti poveš o Nathanu Bowlesu. Ja, zdaj tukaj on je šel direktno, pač bi predstavljal sistem rangov, na doterji zdaj ne vem, koliko pač že poznate, kjeri so rangi, ampak pač tukaj so našteti rangi, Elite, Premier, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond in Presidential Diamond. Zdaj, on je pač hotel predstaviti nekako, kakšno je razmerje glede dela pri doterji, se pravi, tisto osnovno delo je, se pravi, deljenje produktov, se pravi, ne vem, deljenje svojih izkušenj, deljenje testerjev, follow-up, se pravi, predstavitve in pa včlanjevanje ljudi, ki jih to zanima, se pravi, da jim predstaviš prednosti članstva in potem, da jih pač mentoriraš, da jim pač pomagaš pri uporabi. Ko pa pač začneš posel graditi, imaš pa že ljudi, ki bi pa tudi sami mogoče se tega lotili, da se modelijo ali pa da se dejansko lotijo dela dotere in potem pač se ti začne nekje tudi mentoriranje. Zdaj, on je pač predstavil, da se ljudje zelo prehitro lotevajo tega mentoriranja, se pravi, da nekje že na prvem rangu pri Elitu razmišljajo o tem, kako morajo zdaj druge učiti, kako bojo delali, kar dejansko ni res. Ti kot začetnik, kot v začetnih rangih moraš predvsem uporabljati izdelke, poznati tiste izdelke, ki jih uporabljajo, deliti svoje izkušnje z drugimi in pa včlanjevati, se pravi, da predstaviš prednosti članstva, se pravi, novim kontaktom in pač včlanjuješ, da širiš svojo nekako mrežo članov in jim pač pomagaš pri uporabi olj in drugih izdelkov. Tako da tukaj je nekako sorazmerja navedena, koliko je tistega osnovnega dela pri kakšnem rangu in koliko je dejansko mentoriranja oziroma pomaganja tistim, ki bi dejansko želeli dotero delati. Ne vem, pri Elitu je 99% dela na članjevanju in deljenju izdelkov, pri Premierju 90%, pri Silverju 80%, pri Goldu, naprimer, 70%, to nekje, kjer si zdaj ti,
v tem trenutku, pri Platinumu 60%, ne. Se pravi, nekje 70% svojega časa bi moral pač posvetiti temu, da izdelke deliš z drugimi, da iščeš kontakte, da delaš predstavitve, da ljudem predstaviš prednosti članstva, katere so ugodnosti, nekje 20% pa samo da temu, da pač pomagaš tistim, ki jih dejansko zanima delo, ne. Ker zdaj tukaj je pač kasneje bom tudi mogoče to Paretovem pravilu nekaj povedal, ampak pomembno je, da si ustvariš neke navade, neke rituale za svoje delo, ne, in je pa spet odvisno od tvojih ciljev, ne. Tako, kot si ti prej tri cilje naštela, ne, se pravi, ali želiš samo nekako dobiti, uporabljati izdelke, ali želiš dobiti nekaj dodatnega finančnega inputa za kakšne druge stvari še, ali pa dejansko želiš se profesionalno lotiti dela. Tako da tukaj moraš pač najprej ugotoviti ta svoj zakaj, kako se misliš tega lotiti, in potem lahko pač tudi upoštevaš nekako ta pravila, ne. To je pač čisto iz njegovega vidika, ne, in dejansko to drži, ne, ker če ti enkrat prenehaš svojo to osnovno dejavnostjo in misliš, da se boš pač pri določenem rangu lahko posvetil samo mentoriranju, se ti zadeve lahko začnejo podirati, ne, ker pomembno je pač, da ti pač deliš svoje znanje, izkušnje, in škoda je, da to nehaš delati, ne, v določenem. Mislim, da pač to rabiš delati, ne glede na rang, ne, tudi če si residential diamond, še vedno imaš, pač to postane tak del tvojega vsakdana in je pač potem nekako, bom rekel, od malo višjih rangov naprej to pač postane spontano, ne, na začetku mogoče je malo bolj, nekako se moraš še v kakšni fazi, bom rekel, v narekovajih prisiliti, ne, da kakšno stvar narediš, potem pa kasneje, ko to pač postane čist spontan del tvojega življenja in z lahkoto kakšno stvar podeliš, ne. Tudi mogoče člani tvoje družine že pol to nekako vzamejo, ne. Res je. Jaz se sicer toliko ne ukvarjam s tem, ampak vseeno kdaj podelim kakšno zadevo, ne, tako da čisto pač, ko hočem pomagati in si mislim, da pač v kasnejših fazah tvojega dela, da pač to postane taka rutina, da sploh ne razmišljaš več o tem kot o delu, ne. In to je pa v bistvu tudi tisto, kar v bistvu želiš, ne, ker ko enkrat postane tvoje delo čisto spontano, ne, da ne rabiš več se k nečemu siliti ali prisiljevati ali kakorkoli razmišljati, to je pač tisti smisel, ne, da ugotoviš, zakaj si se nečesa lotil. Res je. Tako da res je nujno, no, da najdeš svoj način, kako boš jaz temu rečem zlati dnevni rituali uspeha, ne, kaj je Martin našteval, kako se boš tega lotil in ko ti ne gre, da najdeš nove načine. In ja, da je bistvo, da ne nehaš deliti, kar itak ne, tako kot si rekel, ko pač postane to del tebe. Se mi zdi pa, da tudi vedno zelo pomemben, da vidiš, opaziš vsako priložnost, tudi to, da vidiš talente v ljudeh, preden mogoče to sami vidijo včasih, in jim pač mogoče poveš, ne, da je v primernem trenutku pač seveda čuječe, ne, da imajo ta talent, da to pri njih iskreno občuduješ, ker včasih sem to to, bom rekla, iskrico nekdo, da začne, ali pa da dobi malo več vere vase. In tudi pomembno je, no, da ko iščeš pač partnerje za naprej v svoji viziji, ne, ker pač ti, ko delaš, to je tudi ful lepo delo zaradi tega, da pač ti si v bistvu lahko zbereš, na nek način, s kom bi rad tudi sodeloval, ne samo med svojimi sočlani, ampak tako, tudi v smislu posla, tako da nekdo v tej višji viziji skupni, smo vsi del sestavljanke lahko in lahko ogromno vsak od nas pač doprinese nekaj, ne rabimo biti čisto povsod strinjajoči na vseh področjih, da se razumemo, ker pač dotere je res ena taka kultura inkluzivnosti, raznolikosti, sprejemanja raznolikosti, se ne razdeljujemo,
ampak združujemo in skupaj rastemo in smo močnejši. No. In to se mi zdi tudi ful ena stvar, tudi mogoče že na začetku svojega deljenja, ali je zdaj to samo pač z manjšimi cilji, z višjimi, da pač malo gledaš, no, s kom bi mogoče lahko tudi še veliko več ustvaril, ker dejstvo je, no, da pač tle ne moreš pač iti v nedogled sam, ampak da greš vedno skupaj. No. To tudi ti veš, ne, da je to del skupnosti. Ja, pač to je delo z ljudmi, ne? Se pravi, ti pač pomagaš, učiš in pač to če imaš rad ljudi in te izdelke, ne, potem imaš praktično vse, kar potrebuješ, da se tega lotiš. Je pa zanimivo, vem, da so te zdaj sprašvali, jaz sem pa introvertiranc, imamo kar precej introvertirancev, ko so tudi zelo uspešni v doTERRA, tako da to ne pomeni, da ne maraš ljudi, samo da si pač malo bolj, pač vse vemo, introvert. In tudi to ni, ne sme biti izgovor, da jaz pa nisem za to, no, tako da imamo jih kar nekaj zelo uspešnih, ki so introverti. Sem se zdaj spomnila. Torej, par mojih mislih, mogoče še tvojih, no. Kaj pol sploh potrebuješ za začetek ali pa za delo doTERRA? V prvi vrsti sebe, pa da se imaš toliko rada, da zaupaš vase pa svoje sanje, no, in to, kaj si zmožen, da si na tej poti ti, da si pristan, da veš, zakaj to počneš, da zaupaš v moč skupnosti, ker v bistvu se učiš na tej poti tako skupaj, ne rabiš se vedeti naprej, ne rabiš imeti vseh izdelkov, ne rabiš tudi vse znati, je pa res mogoče v tem času lažje, ne, ni nujno, da imaš socialno omrežje, ampak je pa res veliko lažje in doTERRA ima zdaj to res tako napladno za doTERRA Social od 2020-2021 naprej, da obvladaš vsaj eno socialno omrežje in pač res se zlahka ga obvlada in nauči. Organiziranosti se lahko naučiš na poti, samodiscipline, da si zvest sebi, ne, ker včasih se mi zdi, ker si sam svoj šef, marsikomu najtežje, ker pač v službi, če ti ena piše, kam moraš delati, ni tako težko, ker imaš zunanjo motivacijo, to notranjo je pa treba se potruditi, da delaš na osebnostni rasti in potem tudi to pride. Iznajdljivosti se tudi lahko učiš na poti, skozi situacije, padce, vzpone, vse, kar rabiš, skratka, se naučiti ali pa zvedeti, ti bo pokazala pot. Ni pa to klasična prodaja, ne, ker ne prodajaš direktno tako, kot si predstavljaš, mogoče zdaj v klasičnem smislu, ampak dejansko prodajaš, kar živiš, ne, svoj življenjski stil, svojo rast na tej poti in to tudi ljudje res noro pazijo, ne. Deliš v bistvu svoje vrednote, deliš dobro namero in se mi zdi res najbolj uspešni smo vsi, ko imamo res dobro namero, da s tem, kar imamo sami dobro ali pa obvladamo in z dobro namero, da bomo pomagali drugemu, pač pride do uspeha. Avtomatsko, no, pač en poseben izraz je, da pač pride do nekega momentuma in pride eno tako, mogoče malo v stilu pojmovanja univerzuma, obilja za vse, ne. Tako da je res en tak, meni je ena najlepših služb, kar jih imam, kar sem jih imela, ljubim, kar delam, kar imam rada. Se pa učim na poti tudi jaz delati bolj pametno, kar pomeni, da porabim zdaj veliko manj časa za kaj, ker sem na začetku več, pa še zmeraj dobivam iste ali pa večje rezultate. Zdaj si znam tudi že veliko več vzeti časa, tudi to je bil moj proces, čisto iz osebnostnega vidika, pač ne zaradi doTERRA kot take, ampak jaz sem taka, saj si me prej opisal, pač, da sem se rabila tudi to, oziroma se še učim, da res si vzamem čas zase, tudi tako čist zase in za nas, in da delam tudi na področjih zdravih dnevnih navad, o tem bomo tudi nekaj še povedala, ne, da to je pač res vse življenjsko učenje. In da pač, ne vem, tako kot si rekel, spanje ali pa prehrana, gibanje, moj trenutni tisti del, na katerem še vedno moram malo bolj delati, pač, da nismo popolni in ne silimo v popolnosti, no, ampak pač res na tej poti postajamo boljša verzija sebe, no. Tvoje misli, kaj rabimo? Mogoče kje? Vse to jaz sem že mogoče pred tem slajdom povedal, ne, da v začetku pač ne rabiš kaj veliko, ne. Dejstvo je, da tukaj tudi kakšnega posebnega vložka za začetek posla ne rabiš, ne, ker edino to, da imaš neke rezerve, če si misliš tega na polno lotiti, ne, da se pravi, da
to pa vsak sam se tudi pač pogleda, ne, da ne pustiš kar službe na vrat na nos, pa se padeš v to, ne, ampak da si pač malo pogledaš, kako se boš tega lotil, ne rabiš pa kakšnih posebnih orodij ali česarkoli, ne rabiš sebe, svoje, tako kot si rekla, svoje znanje, preizkusiti kakšne izdelke, dobiti kakšno osebno izkušnjo in začeti pač deliti, ne, uporabljati izdelke in se ti potem sproti, bom rekel, posel razvija, ne. Moraš pa pač računati na vzpone in padce, tako kot pri vsakem poslu, ne. Moraš imeti nek jasen zakaj, kar sva že prej omenila, ne, ker potem je veliko lažje tudi prebroditi, bom rekel, te kakšne težka obdobja. Tako da to je to, bom rekel, kar za začetek potrebuješ. Ni tukaj kakšnega posebne znanosti. Posebne znanosti, ja. Tudi prej sem že omenil, da ne rabiš toliko enega ogromno enega znanja, ne. Znanje pač sproti pridobivaš z uporabo, se učiš skupaj z drugimi okrog sebe, dobivaš pač nove izkušnje in enostavno uporabljaš to pri svojem poslu, ne. Zdaj, pomembno je, da pač se malo znebiš kakšnih teh svojih ovir, strahov, da spoznaš, kakšna je vizija, misija doTERE in na kakšen način pač lahko tudi zaslužiš, ne, dejansko, se pravi, moraš poznati sistem, ne. Kompenzacijski plan. Kompenzacijski plan, pač to je nekako osnova. Tukaj moraš iti malo čez to, da iz ozadja izbrišeš ta mrežni marketing, kar dejansko sploh ni, ne, ampak pač, da se tega negativnega prizvoka otreseš in da pač si pogledaš dejansko, kaj pomeni ta kompenzacijski plan, na kak način se tukaj pri doTERE zasluži denar, ne. In pač, če ti določena znanja deliš, pač ne smeš imeti slabe vesti, če nekaj za to nazaj sprejmeš, ne. Se pravi, give and take, nekaj ogromno daješ, ne, nekaj pa pač tudi dobiš v finančnem smislu, ne. Ničesar pač v življenju se čisto, bom rekel, ne lotevaš samo zaradi, nečesa se lotevaš samo zaradi dobrodelnosti, pač ene stvari pa pač prinesejo tudi kakšen finančni učinek, ne. In tukaj imaš ogromne možnosti, ne, glede teh rangov, glede kompenzacijski plan je, bom rekel, dobro premišljen, lepo zastavljen in za tiste, ki pač delajo, je tukaj res ogromno možnosti napredka, ne. Bom rekel, veliko več, kakor pa na kakšni drugi poslovni poti, ne. V klasični službi, ne, recimo, kjer pač ni te možnosti. Tako da, ne, to bi imel jaz glede tega. Pa to, ko si rekel, sem jaz prej pozabila reči, ja, ponovadi za laufati nek posel, ponovadi rabiš res dosti velik finančni vložek, tule pri doTERE pač rabiš par ur, pa seveda vzdrževanje stopa v LRP-ja, ker pa itak, ne, recimo predstavljaj si, da imaš nek posel za laufati, pa moraš mogoče imeti prostor in daješ za najemnino, rečemo, ne vem, 400 ali pa jurja na mesec, kar tudi zlahka tudi tle v nam bližnjem kraju pa je manjši, vem, da daje ena frizerka jurja na mesec za najemnino, a ne, tle pač rabiš dobrih 100 evrov dati, kar itak daš, ker uporabljaš te izdelke, tako kot si rekel, a ne, pač negovalno kozmetiko, čistila, prehranska dopolnila, ki so odlična, ne samo eterična olja, pa pač rolončki, pa tako, ne, ampak dejansko ni zlahka nabrati za 100, pa plus to ni, ker bilo samo dano v narekovajih za neko narekovajih najemnino, ampak dejansko ti dobiš izdelke za to, hkrati ti odpira možnost, da jih spoznavaš tudi, ne samo tiste, ki jih uporabljaš sam oziroma s časoma itak spoznaš s tem tudi vse izdelke, pa jih podeliš z bližnjimi, ki bi jih mogoče potrebovali, ne, zdaj je to mama, tašča ali kakorkoli. Tako smo tudi mi veliko izdelkov odkrili, ker pač jaz nekaj nisem sama rabila, pa mi doma, ampak pač naši bližnji pa, ne. Tako da tle res vložek finančni za posel je res minimalen, praktično ničen, zato ker so to izdelki, ki jih bomo itak uporabljali. Ja,
pač zamenjaš pač tiste izdelke, ki si jih prej uporabljal, oziroma zamenjaš pač. Ja, zamenjaš Mi smo pač iskali nekaj bolj naravnega in tukaj pač nimaš potem težave s tem, da bi ne vem, nek šampon za tuširanje zamenjal za doterenga, sploh kar ga preizkusiš in če ugotoviš, da ti pač ustreza, ni tukaj nobene težave, da zlahka potem tudi priporočiš naprej, ne. Pač ni rečeno, da ti bojo vsi izdelki ustrezali, ne, pač imaš pa tukaj ogromno izbire, ne, tako da vsak lahko najde nekaj za sebe, ne, tako da ogromno izdelkov doma lahko zamenjaš za izdelke doTERRA. In mislim, da glede tega ni nobenih težav, da lahko zelo hitro štartaš ta posla, ne. Plus veliko izdelkov lahko na točke dobiš gratis, ne, tudi te stvari, ne, od prehranskega do vsega, detergent jaz velikokrat na pike jemljem, ne. Tako da v bistvu je še ta bonus članstva, ki ga mogoče nismo tako omenjala, ne, samo ta skupnost, kjer si pač ogromno predamo, naučimo, ne, torej ne rabiš ti vedeti vse, ampak pač je skupnost tista, ki te zelo uči, pač ja, če si tak tip, ki pač te vse zanima, tako kot si rekel, ne, ampak večinoma je stvar zelo, mislim, je posel zelo lahek, ne, z tega vidika, ker pač je ta mehanizem vsega tako močen, plus to, ko sva zdaj rekla, ne, da v dom pripelješ počas in zamenjaš, ne, tudi mi smo čistila počas zamenjali in pač ne zamenjamo zdaj za nič drugega, ne, tako da absolutno, ja. Ja, česa te je strah, ne, pač na leadershipu se je vsak skoraj dotaknil, vsaj enega od teh strahov, ko sem jih jaz tukaj poskušala našteti v celoti. Lahko te je strah sebe, ne, da ne zmoreš, lahko kaj bo rekel partner, mož, da te bližnji ne bojo podpirali, tašča, mama, sestra ali kakorkoli, lahko te je strah javnega nastopanja ali pa pač kako narediti predstavitev, uspeha, celo ene, kaj pa bom pol, če bom zaslužil to, ker zdaj mali si ne zaslužim ali pa nisem vreden tega, ne. Neuspeha, ne, kaj če mi ne bo tako šlo, ali pa kaj bojo pa drugi rekli, ali pa kaj, če nimam kontaktov, ali imaš, tako kot sva že omenjala, ne, neke predsodke v mrežnem marketingu, ne veš dovolj, ne znam delati, nisem prodajalec, ne znam tega, kar zna ona ali pa ona, ne, ker gledaš in se primerjaš z drugimi, a mi bo finančno uspel, strah pred napakami, to je vse, s čemer se lahko srečuješ na poti. Jaz poznam odgovor na večino teh, ampak ne tako, da rečem, ti moraš pa zdaj tako delati, jaz ga poznam zase. Sem pa v bistvu to napisala zato tako brez razlage, ker se mi zdi, da prva točka je sigurno, da se ozavesti, kaj je tvoj strah, ker ko veš, kaj je, veš, kje moraš delati, a ne, to je ta proces stopanja iz cone udobja in pač osebnostne rasti. In če ti zaupaš, gradiš zaupanje vase, zaupanje v podjetje in izdelke, bo počasi, a ne, boš košček za košček to odkrival ali pa te strahove razblinil in tako, kot si rekel, ne, dostikrat je pač nekaj videti ful težko, pa se lahko en let v glavi ukvarjaš, kdaj sem lovil, pa to težko, pa groza, ko pa si pa rabil 1 minuto, da si ti nareden in gotovo, da ni čisto nič strašnega, ne, in približno tako je strahovi, super, da so, absolutno super, da so, ker imamo pol 1000-krat priložnost za rast in za biti boljši, ampak pač naj vas ne bo strah stvari, ki vas je strah. Ti si tudi prej pač par, ko so se malo imela, kva bi kaj tle povedala, si par stvari ful dobro omenil, dobro, zdaj se že malo tudi spotom, ampak še kaj, kar si hotel. Ja, ne vem, kaj bi tle izpostavil, ne vem, mogoče tole, kaj bo rekel moj partner, moj mož, ne, imate vedno, bom rekel, težave z nami moškimi, ne, ki smo bolj trdi, ko bi rekel, konzervativni, ne. Ja, treba je pač se pogovoriti, ne. Včasih včasih težko, ne. Mislim, včasih pač treba je to narediti, se pogovoriti, predstaviti tudi možu, da vidi kakšne video posnetke o podjetju, kaj dejansko delajo, predstaviti kakšen je kompenzacijski plan, kaj to pomeni, da to ni
piramida, da je na kak način pač delaš, tako kot bi pač nekomu drugemu predstavil, ne. Zdaj, mislim, da če se tega na tak način lotiš, da pač slej ko prej mora tudi mož to sprejeti, ne, in to podpreti, ne, ker tukaj je res ogromno enih prednosti, ki jih tudi ta služba lahko prinese družini, ne, tako da za mene recimo je bilo res ogromno tudi enih plusov, ne. Ker recimo takrat, ko sva bila pač za Sofijo, ne, če bi bila zdaj cele popoldneve predavala na univerzi, ne, kakšno bi bilo pa družinsko življenje, bi rekel temu, ne, veliko težje, ne, vse skupaj zorganizirati. Tako da pač vsak mora za sebe premisliti, kakšne so prednosti in se pač pogovoriti, ne, s partnerjem, z možem in tukaj pa mislim, da se da priti do tega, ne, da ima ogromno zadeva, ogromno prednosti, ne. Zdaj druge strahove, vsak se spopada s temi strahovi, ne. Javno nastopanje, predstavitve, to mislim, da imamo kar ogromno ljudi, nas je, ki imamo s tem težave, ne. In pač tukaj imaš pač razne načine, kako to premagati, ne. Mislim, da neke osnovne predstavitve, sploh če jo delaš v domačem okolju, da je vsak sposoben in da vedno prej pač te ljudi že kontaktiraš, se spoznaš in tukaj pač moraš biti samo ti, ne rabiš tukaj nekih ne vem kakšnih strašnih powerpointov, nekih videoposnetkov ali ne vem česa. Mislim, da imaš lahko samo olja na mizi in ogromno je ljudi z visokim rangom, ki se predstavijo na teh leadershipih, ki delajo praktično skozi isto, pridejo z olji in predstavijo tako, kakor je, kako so njim olja pomagala in zadeva deluje, ne. Tukaj ni kakšne posebne skrivnosti, nastopanja in ne vem česa, ne, tako da kaj bodo pa rekli, ja, to je klasična težava, ne samo pri delu do Tere, tudi pri kakšnih drugih zadržkih, ki jih imamo v življenju, zakaj česa ne naredimo, ne. Ampak mislim, da je zdaj, da smo vseeno v letu 2022 in da smo že toliko korakov naprej naredili kot človeštvo, da tudi se lahko tega, da to vzamemo malo z rezervo, kaj bodo pa rekli, ker je tega škoda, da se s tem ukvarjamo. Ne vem dovolj, ne znam dela, ne, tukaj sem že povedal parkrat, da ne rabiš niti kaj dosti posebnega znanja, rabiš dobiti kakšne dobre izkušnje, potem pa spotoma se učiš, doTERA ima toliko enih materialov, toliko enih treningov, toliko enih, tudi v slovenščini že, da imaš vse praktično na pladnju in se sproti učiš. Tako da nisem prodajalec, je še boljše skoraj v bistvu, ker to ni prodaja, ne. Dejansko moraš ti predstaviti svoje izkušnje, prednosti izdelkov in prednosti članstva, ne. In tukaj pač ne prodajaš direktno, ampak pač ljudi navdušuješ, inspiriraš, motiviraš za to, da izdelke uporabljajo, ne. Ali mi bo finančno uspelo? Ja, to je pač čisto legitimen strah, ne. Tako kot pri vsakem poslu, vedno lahko narediš kakšne napake, vedno se ti lahko kakšna stvar prestavi, kakorkoli, ne, zdaj pač tukaj moraš imeti nek jasen cilj pa nek backup za tisti čas, ko recimo, da ti finančno ne gre tako dobro, ne. Pač tako kot če recimo izgubiš službo ali pa če dobiš, ne vem, da se ti kakšna druga stvar zgodi v življenju, pač moraš vedno imeti nek backup plan, ne, ampak kot sem že prej parkrat omenil, tukaj so opcije za rast in za finančni uspeh ogromne in mislim, da je ta strah tudi treba potisniti nekam v ozadje in bo zadeva stekla, ne.
strah pred napakami je pa pač splošen strah, ki ga imamo Ki ga imamo vsak vsi. dan, a ne. In tukaj pa pač se je treba zavedati, tako kot nam vedno pravijo, da pač, če ne narediš bene napake v življenju, tudi ne moreš nič napredovati, a ne. Vedno se delajo napake, se nekaj naučiš in pač greš dalje, a ne. Tako da tudi najboljši, šefi, kakšni direktorji, vsi delajo napake in se pač po poti učijo, a ne, tako da ta strah je pač legitimen, ampak ga moramo premagati, a ne. Tako da to je glede strahov. Super. Danes sem prav hotela, da kakšne stvari bolj Martin pove, ker z mojih ustih jih že toliko poslušate, pa dobite mogoče tako malo drugovit. No, v bistvu za konec so pa hotela mogoče malo se dotakniti tega, kar je tudi na leadershipu nekaj, pa tudi čisto iz najinih izkušenj, kaj je fajn. Pač doTERRA je res tudi tako ogromen poligon, a ne, za osebnostni razvoj. Tako da smo vam želela podeliti par stvari, za katera knjige mislimo, da je res to dobro branje. No, je bil pa na leadershipu tudi Neil Young, ki je pa res največ tudi teh knjig, tudi nekaj njegovih predlogov sva tule združila, dal, nekaj si jih ti tudi že zdaj uspel, ne, že tudi prebrati. Ja, on se je temu posvetil, zdaj v bistvu njegov način je bil predstavljen, da on v bistvu preko te osebnostne rasti tudi pomaga drugim, a ne, in pač hkrati deli doTERRO, a ne, je pač to dvoje nekako združilo, ne, kar se v bistvu zelo lepo dopolnjuje. Predstavil je v začetku ta dva zakona nekako, oziroma pravili, da good leader is a good listener, ne, se pravi, tudi to je velika prednost v tem poslu, če znaš najprej ljudi poslušati, kakšne težave imajo, in potem pač svetuješ lahko glede uporabe olj, a ne, in tukaj pomagaš, a ne, in se ti pač zadeve odpirajo, bom rekel, z lahkoto, a ne, ker vsak ima neko težavo, tako da če ti znaš poslušati, znaš tudi potem nekako svetovati, a ne, ali pa pač poiščeš rešitve, a ne. Potem drugo pravilo je bilo pa pri delu doTERRE, oziroma tudi pri vsakdanjem delu, a ne, Paretovo pravilo 80-20, a ne, tako kot za vsak posel, a ne, v bistvu 20% nekih opravil, nekih navad ti da 80% rezultatov, a ne, ti moraš pač nekako samo ugotoviti, kaj je tistih 20% dela, ki ti res dejansko prinaša rezultate in tisto pač narediti kot prioriteto, a ne. Ker ogromno je lahko nekih opravil, ki so samo, bom rekel, buffer opravila, da se zamotiš, a ne vem, začneš pospravljati pisarno, začneš urejati olje, objavljati neke slike in misliš, da pač si ogromno naredil, a ne. Dejansko je pa pač to samo predpriprava, da boš lahko delal, a ne. Ti bi pa mogel recimo, ne vem, kontaktirati ljudi, poklicati koga, vprašati, kako je uporabljal olja, mu svetovati in tako naprej, in to pač predstavljaš, in to Paretovo pravilo velja tudi za kakršnokoli drug posel, a ne, isto v službi. Sam pri sebi vidim, da če se ne lotim tistih pomembnih prioritetnih zadev, da tudi lahko kdaj čas leti, a ne, za brezvezno odgovarjanje na maile, ki bi lahko pač počakali nekak drug čas, ali pa včasih tudi niti ne rabijo kakšnega posebnega odgovora, a ne. Tako da to je zelo dobro pravilo, ki se ga splača uvesti oziroma nekako v svoje dnevne navade in pač ugotoviti, kaj je tistih 20% top na tvoji to-do listi in tisto pač, tistim se najbolj posvetiti, najbolj kvalitetno opraviti in boš imel pač 80% rezultata že narejenega, a ne. Vse ostalo je pa pač potem Zdaj sem se spomnila, sicer tega nimam v slajdih noter, ampak spomnila sem se na leadershipu, je bilo več okroglih miz. Ena okrogla miza je bila o osebi, o teh osebah, ki niso prej delale na socialnih omrežjih. A se spomniš na dva nemški par, ki sta bila zelo taka na free? Ki sta razlagala, da ona dva se sploh nista znajdla v tem času, no, ko govorim 80-20, ta pravila, in isto, ona dva sta recimo sicer ful dober način našla, ko sta pol začela te Zoom srečanja delati, ne.
Pol je bila ta brazilska, zdaj Portugalka, ne, če sem prav. Ja, ona je prek Instagrama v bistvu, samo ona je imela čisto tako izkušnjo, da ona je preselila se iz Brazilije na Portugalsko in je dejansko začela s to svojo izkušnjo preselitve iz Brazilije na Portugalsko deliti svoje izkušnje glede tega procesa, kako se sploh preseliš, kakšne moraš dokumentacije urejati, kako se pokvari hišo, kako je, ne vem, pač vse to, ne, in ogromno Brazilcev očitno ima željo se preseliti na Portugalsko in je dobila 20,000 sledilcev na Instagramu. In potem je pač, ko je začela delati doTERO, ko je spoznala te izdelke, je to samo priključila svojemu že vsakdanjemu, bom rekel, vsakdanjim aktivnostim na Instagramu in je pač prek tega uspela speljati večji del svojega doTERO posla, ne. Tako da so zelo različni pristopi, eni prehajajo iz, bom rekel, iz tega, da niso nikoli na socialnih medijih delali na socialne medije, drugi pa pač prihajajo kontra, ne, in vsak mora nekako najti svojo pot, ne. Dejstvo pa je, da samo deljenje na socialnih omrežjih ni ta prava pot, ne. Pač vseeno se moraš ti z ljudmi slišati, dobiti ali kakorkoli, zdaj v tem času mogoče težje, ampak pač lahko preko Zooma, lahko preko teh orodij, ki jih pač zdaj uporabljamo za te stvari, ne. Ali pa saj klic v živo, ne, tudi pač res to zelo pomaga ljudem, oziroma jim veliko pomeni. Pač ta raznolikost, no, to sem se zdaj spomnila, kako pač vsi na nek način so na tak način delali, samo pač vsak na svoj način, ne, na tem področju. Pol pa sem še spomnila na tiste Slovaka in Čeha, veš, en par, ki je bil, kjer sta bila oba dva moška zelo močen pol v družini in na začetku zelo skeptično do tega, kaj žena počne. Pol je bil pa ta Pavel, veš, ki je bil z marketinga, ki je pa ženi svetoval in sta naredila, to moram tudi kot primer povedati, zdaj sem se na to vse spomnila, kako je dal pa on vse profi fotke narediti, ne, ker pač on je bil pa z marketinga in zdaj bosta to naredila in ni bilo nobenih rezultatov in je točno do tega prišel, kar tudi ti skozi poudarjaš, da pač... On je v bistvu se prvo lotil čisto marketinškega pristopa, se pravi, da je začel z spletno stranjo, pay-per-clickom, ne vem, oglaševanjem plačljivim na Facebooku in nobenih rezultatov. Potem sta pa šla čisto drugo in sta začela kar vsakdanje stvari na Facebooku objavljati, pa čisto neprofesionalno, kako uporabljajo izdelke, pač te kakšne, predvsem kakšne humoristične, njegove vložke, neke smešne zgodbice vsakdanjega življenja in sta imela kar naenkrat ogromno uspeha, ljudje so jih spremljali, naredila sta delavnice in sta zelo lepo speljala svoj posel brez kakršnega koli posebnega marketinškega pristopa in nekih strokovnih znanj, na koncu je pač samo, da sta bila tako, kakor sta, ne, da sta bila ona dva taka, kot sta in sta uspela, ne. Pač pripeljati, mislim, da sta bila, ne vem, sta bila... Ona da sta tudi že, mislim, da platinum pa gorja, niti to pomembno. Niti to pomembno, ampak kakorkoli že tako, da sta pač to delala profesionalno, da sta imela za življenje, se pravi, da to ni ena pota, ne. Da ja, zanimivo je opazovati, na kakšne vse načine ljudje pač delajo doTERO in tako, da se splača iti na kakšne te dogodke, kaj bo še omenila. Dobro, o oljih me ponovadi sprašujete, kaj imeti, res imamo ogromno zdaj v slovenščini, tudi doTERO ogromno prevaja. Potem morate vedeti, da res 8 let že profesionalno tudi doTERO prisotno v Sloveniji in je ogromno v naši skupni članski skupini, pa še v naši posamičnih, a ne, ko vsaka od nas ima verjetno pol še za svojo skupnost. Zdaj pa, če me pa res sprašujete, recimo, kaj se splača še kaj vzeti, meni so res odlične, dobrodošla je, da pač govorite angleško vsaj, ne, ali pa vsaj tudi jezik. Ni pa nujno, ampak vseeno pač v tujem jeziku so recimo The Essential Life ali pa Modern Essentials knjiga ali pa tudi aplikacija obstaja, pa Emotions and Essential Oils, res super stvari.
Če bi kdo želel ima doTERRA, tudi doTERRA trening stran, kjer ponuja trenutno Essential Oil Specialist, to se pravi specializacijo na eterična olja, potem Natural Home, kar pomeni naraven dom in recepti, potem kako se lotiti socialnih omrežij, potem kako se lotiti prodaje, če mislite, da je to področje, ki ga pač vi morate zboljšati, in pa potem je še kako se lotevati biznisa, tako da poslovni trening. Če bo kdo to želel, eni so brezplačni, eni so plačljivi, ampak jaz vam lahko pomagam, če ste znotraj moje skupine, da ti pač odprem tisti del svojega, ki sem ga kupila, pa pač lahko ti pomagam tam. Ful priporočam zdaj, ko smo v dobi res zelo razširjenih podcastov, že še bolj od 2020 naprej se mi zdi sploh. Essential Oil Solution ima doTERRA svoj podcast, tam dobite toliko ogromno navdiha, da neverjetno. Potem, kar se tiče socialnih omrežij, meni noro olajšala aplikacija doTERRA Social, ki je res zanemarljivo, poceni, skratka, mislim, res malo plačaš, približno 18 € plačaš za celo leto in imaš tam že not ali predloge ali pa v bistvu ideje, kako bi objavilo in si ti pač lahko za en mesec naprej ali pa za 2 tedna naprej narediš, kaj boš imel na svojem socialnem omrežju objavljeno in ti prihran noro. Jaz vam povem, po mojem 50% časa, ker sem ga jaz prej za take reči porabila, podoben kot Canva, ampak je prav za doTERRA narejen, tako da imaš itak prav doTERRine predloge že noter. Potem pa Empowered Success je pa kot en tak program, kako se učiti doTERRA dela, v bistvu vse to, kar je tudi v slovenščini in bo prišlo tudi zdaj, oziroma je že v slovenskem jeziku pravzaprav, kako v bistvu čez korake iti, vse to, kar te zanima, kako kaj je mogoče kot predlog, kaj sploh reči v določeni fazi, ko deliš tester, kako predstavitev speljati, tako da vse to obstaja že ime, smo se učili iz nule, iz angleščine in same to oblikovali, zdaj imate pa to res na dlani, tako da tudi ti veš, mislim, tega vidika je to zdaj tako. Ja, napredek je ogromen, ker zdaj imaš, mislim, na začetku je bilo veliko manj materialov, zdaj pa praktično vsaka zadeva se sproti prevaja in imaš res vse, kar rabiš, ne rabiš niti oblikovati nekih svojih materialov, ne rabiš nobenega tega posebnega znanja, pa pač lahko uporabiš vse materiale, ki ti jih doTERRA že ponuja. Pa vneseš od sebe, ker to te pol narekovaj proda, pač ljudje začutijo, če si iskren, tako da narabiš, ampak ti pa prav pridejo, ko si v stiski s časom, da pač to tudi izrabiš, kar ti je dano, in da vidiš priložnost, tako da to sta dve glavni, bom rekla, vodili, čez katera jaz sigurno vsakmu priporočam, da se jih vedno drži. Ja, dobro branje, mogoče boš ti tlele malo še povedal? Ja, zdaj neke knjige so priporočali tudi na tem leadershipu to zadnjem, neke zadeve so tukaj od mene, v bistvu, ko me zanimajo. Pač, če si v tem poslu doTERRA, oziroma je že nekako logično, da te zanimajo zdrave dnevne navade, holistika, nek pristop k zdravemu načinu življenja, k boljšemu načinu življenja in zdaj pač tukaj imaš v tem času res vse znanje, ki ga potrebuješ na dlani, oziroma bi rekel na eni napravi, že lahko na telefonu. Tako da jaz sem v bistvu tle najbolj izpostavljen tale Ikigai, pač mene malo fascinirajo te ljudje, ki dolgo živijo, se pravi tudi tam ta The Blue Zones, zelo zanimiva. Ikigai govori nekako o iskanju, o tem, da v življenju najdeš nek smisel, se pravi, da najdeš nekaj, kar tokrat delaš, da je pač tisto tvoj smisel življenja, se pravi, lahko je to karkoli, ampak pač pomembno je, da to najdeš, ker to ti da tisto življenjsko energijo, ki jo rabiš poleg ostalih stvari, da lahko pač živiš polno zdravo življenje. Tako da ta Ikigai se splača prebrati, govori sicer o Okinawi, to je pač otok na Japonskem, na katerem ljudje zelo dolgo živijo, sploh v enem mestu, ki se imenuje Okimi, in tam pač imajo res ogromno stoletnikov in so šli pač prav dva avtorja sta šla tja raziskovati, pač kakšne so njihove navade, kaj je zdaj tam drugače, da so pač ljudje toliko časa, toliko vitalni, toliko zdravi,
kaj tam delajo drugače kot v Evropi. Tako da to je zanimivo pogled. Tudi The Blue Zones govori podobno o teh zadevah. Malo bolj na široko se pravi pregleda vse te plave cone na svetu, kjer ljudje živijo dlje časa. Tako da tudi zelo zanimiva knjiga. Potem imaš pa pač še nekatere knjige, ki mogoče tele sicer še nisem prebral, The Mind-Gut Connection. Na hitro sem pogledal, govori pač predvsem o tej povezavi med možgani in prebavili, ki je zelo močna, oziroma naša prebavila imajo ogromen vpliv na naše možgane in tukaj se treba tega pač nekako zavedati in lahko ogromno naredimo za svoje zdravje. Potem Why We Sleep, Power of Sleep, ne vsi vemo, kako je, če smo dobro naspani, pa če imamo ponoči kakšne motnje. Potem Breathe, The New Science of a Lost Art, to je tudi zanimiva knjiga, na kak način dihamo, kako dihamo, koliko časa temu sploh posvetimo, da ugotovimo, kako zajemamo zrak, kaj je bistvenega pomena za naše življenje. Potem imamo tukaj mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. Pač današnji časi so res izjemno stresni z vseh vidikov, bom rekel, bombardirajo nas z vseh strani, sploh tudi če nismo občutljivi na te stvari, pač nas zadeve prizadanejo in moramo malo odklopiti te stvari in se bolj, bom rekel, posvetiti temu, da smo bolj čuječi, da bolj zaznavamo tukaj in zdaj, se pravi trenutke, ki so pomembni, da ugotovimo, kaj je pomembno, da odstranimo vse to navlako, ki nam jo pošiljajo preko, bom rekel, socialnih omrežij, novic in drugih medijev, kjer je praktično danes težko vidiš kakšno pozitivno zgodbo. In vse te knjige pač nekako so na voljo, ne vem, Joy at Work je tudi zanimiva, da najdeš tudi če imaš kakršnokoli delo, ki mogoče misliš, da te ne osrečuje, lahko še enkrat razmišljiš o stvareh, prebereš to knjigo, ugotoviš, kje so tvoje težave na delu, kje so tvoje zavore, kaj lahko spremeniš. Tudi če pač veš, da na službe ne boš menjal, še vedno lahko ti ogromno narediš sam pri sebi, da zadeve izboljšaš. Ne toliko pri drugih, ampak v bistvu sam pri sebi. In v bistvu ti si tisti, ki lahko res ogromno vpliva na to, kako se boš vsak dan počutil, kakšni bojo tvoji dnevi. Tako da te knjige so na voljo za osebnostno rast, mene te zadeve zanimajo, tako da sem zdaj pač ugotovil, da lahko čas na vožnjah zjutraj in popoldan zelo dobro izkoristim za poslušanjem teh audio knjig. Tako da Audible je ena taka aplikacija, kjer si te knjige lahko naložiš. Sicer je plačljivo, je neka naročnina, ampak mislim, da je to dobra investicija, če si že pač teh knjig ne sposodiš v knjižnici ali pa pač si jih ne naročiš, kakorkoli. V glavnem, vsaka taka stvar, ki ti nekaj da v smislu osebne rasti, ti lahko pomaga tudi pri poslu in tudi pri vsakdanjem življenju. In ne sme biti ti žal časa in vložka v to, ker ko se pač enkrat tega lotiš, vidiš, koliko ti se te zadeve prinesejo. In ne gre tukaj samo za to, da boš pač bral neke knjige o osebnostnem napredku, ampak pač, če te kakšno teh navad uporabiš v svojem vsakdanjem življenju, vidiš, kakšni so napredki in koliko se lahko tvoja percepcija sveta spreminja in vpliva na vse dogajanje v tvojem življenju. Tako da priporočam, teh knjig je ogromen. Tukaj smo dala par ki jih imamo v zadnjem času. Pa par od njega, od Nila še nekaj priporočam. Je pa tega res ogromno. Imamo tle še en slajd, mislim, da za leadership. Doterra mislim, da v osnovi že priporoča, oziroma da vsak zaposleni tudi pri njih, mislim, da dobi tole knjigo The Author Mindset pa Leadership and Self-Deception. Zdaj
Arbinger Institute, mislim, da je še ta The Anatomy of Peace. Te 3 knjige imajo približno se nekako navezujejo na isto tematiko. Ja. So pa vsekakor koristne, da v bistvu vidiš, kako dojemaš svet, pa kako bi ga lahko. In je kako reagiraš v določeni situaciji. Torej pač priporočam, da se lote branja. Ne vem, o Clifton Strengths mogoče lahko ti poveš. Ja. doTERRA je v bistvu ta sistem, ki je sicer že 20 let približno v praksi. Kaj to sploh je? V bistvu je kombinacija tega, da vsak od nas ima svoj način delovanja in razmišljanja, ki se ga da razdelati v 34 talentov, naših vrlin ali pa res načinov, kako lahko smo v nečem dobri. In pač imaš seveda te, v katerih si najboljši, potem srednje in potem nekaj, v katerih si, ne da si najslabši, ti jih lahko delaš, ampak dejansko, da to ni naravno za tebe, za tvoj način razmišljanja in delovanja. Ne? In doTERRA je to zelo, zelo povezala tudi z, prej, ko smo se pogovarjala, sem pozabila reči, dejansko za svojim načinom, tako da ti lahko tudi zelo pomaga znotraj empowerment, successa, da si narediš ta test, sicer je plačljiv, ampak res toplo priporočam. Nazadnje je bil ful cenejši, mi dva sva dala 70 evrov, zdaj že je bil okrog 50, tako da so pač cene nazadnje, pač je bila nižja. Torej vzame ti pol ure, da narediš test, čez določena vprašanja greš, sicer so v angleščini, priporočam, da imaš tišino, takrat pa že nikašnih otrok in distraktorjev zraven, da se res temu posvetiš in je zanimivo, ko si pač ne moreš misliti, tako kot si ti rekel prej, da ti pač ta vprašanja lahko toliko zadanejo tvoj, ne psihološki tok profil, ampak čist psihosocialno način delovanja in razmišljanja, dobesedno res tako. In če ti sebe s tem bolj spoznaš, boš vedel, kako v določeni situaciji to še bolj izrabiti, ali če tega talenta nisi toliko zdaj izrabljal. Jaz moram reči, da jaz osebno sem imela očitno kar srečo, da v življenju sem si lahko skozi službe ali pa situacije življenjske lahko krepila to. Ene so ugotovile, da so mogoče en talent mogoče malo postavljali v ozadje, da niso imele toliko priložnosti ga razviti, pa so ga zdaj zaradi tega testa v kombinaciji z doTERRA delam, tako da ful priporočam za vsakdanje življenje, za to, da boš boljši, da sebe razumeš, da veš, kako lahko bolj izkoristiš in kje so meje tvojega določenega talenta, če je ta malo bolj močan. Močan v smislu, da lahko drugega omejuje, a ne? Govorim, recimo, nekdo je mogoče tak zelo, da ima vedno rad svoj prav, a ne? In čez to lahko tudi sam vidi, ali pa ga ti boljš razumeš, že to pomaga, ne? Mogoče, če si njegova partnerka, kako ga razumeti in dejansko ne pasti v konflikt, če ponavadi padeš v konflikt z njim, ker pač ima ta različen način delovanja in razmišljanja. Jaz sem zelo vesela, ker je Martin tudi pol naredil, in sva se kar nasmejala. Ja, zna biti zabavno, če to delaš, pač da oba naredita s partnerjem, ker potem pač nekako ugotavljaš razlike in kje to je pa zato, in pač mi dva mava ravno mi dva mava kontra, zgornje spodnje mava kontra. Sicer to je že nekaj časa, odkar sva to delala, tako da, ampak je bilo kar zabavno potem pregledati te, kako se že temu reče, lastnosti. Talente oziroma pač top 5, top 10, pa low 5, ne. Pač kar je njemu naravno v delovanju in razmišljanju, jaz lahko naredim, ampak to nisem jaz, se vidi, da to nisem pač jaz, ne, in kontra, ne. Tako da v bistvu se pa tudi bolj razumeva. Nekje smo se pa čist, ker si bral ti moje, pa jaz tvoje, so točno rekla, ti tako narediš takrat, zdaj, ne, ampak pa meni je bilo najbolj koristno pri ta-malih, da sem pač jih mogoče bolj razumela, da včasih, ker sem jaz hotela imeti svoj prav, pa je pol bilo itak trma še večja, pa jaz svojo, pa ona svojo, da pač lažje razumeš tistega, kaj je nasproti, lahko je to družinski član, lahko je to tašča, lahko karkoli, in ti nimaš pol konfliktov, ker pač razumeš bolj to različnost, mislim, dobro, no? Ja, zdaj pač tega se spet lahko lotiš različno, bom rekel, poglobljeno, ker na osnovi teh Clifton Strengths zasnovani coachingi, ki jih ti lahko potem nadaljuješ in se pač ugotavljaš svoje
pomanjkljivosti in prednosti in razvijaš tisto, kar pač je dejansko tvoj talent, ne. Zdaj midva pač se tega nisva tako profesionalno lotila, da bi šla naprej v kakšne detajle, ampak je bilo pa že ta osnovni del, bom rekel, koristen in zabaven, tako da. Ne, pa je, mislim, jaz vidim, jaz pri delu, veš, zdaj tudi vnašam zelo noter, recimo, meni se je to spremenilo s tem, da včasih sem bila zelo bolj tako, kaj je Sofija zdaj, ne, pač, da si vse čisto planiraš in če nisem čisto se odkljukala, sem se počutila, nisem se dobro počutila, ampak vedela sem, da ene stvari ne maram tako delati ali pa ni bilo čisto na moj način, ne, in vidim zdaj, sem videla s tem za nazaj, da pač, če mi nekaj ni dal rezultata, sem vedela, ok, delala sem, rečemo na narekovajih, s spodnjimi talenti, ki niso moji naravni, ne, in je logično in zdaj se drugače, jaz sem v bistvu kar dosti to dajem, no, to delo, da se v bistvu lotevam stvari skozi talente, ne, in tudi kakšen dan, če nisem če čutim, da mi ena stvar jemlje energijo, ko jo začnem delati, pa vem, da jo moram narediti, jo rajš, če res ni nujno, prestavim vsaj za par ur, če nekaj dan in pa drug dan pa gre, ne, ko se je tudi mogoče drugače lotim. Tako da, tako kot si rekel, so nianse tega, kako to pač pol implementiraš v vsakdanje življenje ali pa v delo, ampak doTERRA je to izbrala, no pa tudi ponovadi iskreno, vam povem, doTERRA ne zbere kar nekaj, zbere kar res zelo preizkušene stvari. In se mi zdi, no, luštna plus leadership and self-deception je od teh, ki so tle naštete, ki jih Martina dal, je pa prva, ki sem jo jaz od leadership knjig prebrala oziroma poslušala, ker imam audiobook, in me je res toplo presenetilo, ko sem govorila na upravi z eno gospo Ulrike, ki je zdaj v bistvu vodja doTERRInih uradnih dogodkov, tudi konvencij in vsega, kar pač doTERRA pripravlja. In ona je rekla, da je to prva stvar, ko se zapustiš pri doTERRI, da jo prebereš in se boste videli v zgodbi, to je po mojem prva, ki bi jo tudi jaz priporočala vam jo, tudi za vsakdanje življenje, tako kot si ti rekel, ne. Dejansko vidiš sebe v določenih situacijah, kako te mogoče kaj ziritira in vzrojiš, pa je brez veze, ker pač nisi šel ven iz škatle in pogledal stvari od zunaj in sebe od zunaj, ampak samo pač si zelo ego, ne. Pač v tistem trenutku, tako res fantastična knjiga za vse nivoje življenja. Ja, je pač pa kar težko branje, ne, mislim tudi. Počasi jo moraš. Počasi moraš, pa v bistvu mogoče večkrat bo treba prebrati, da se bo vse, da bomo. Pa vsakeč jo malo drugače vidiš, sem šla zdaj 2x čez, ampak zdaj že 3 leta, odkar nisem, pa bom po mojem zdaj, ko se jo ti še enkrat... Tele ostale knjige so pač mogoče še bolj za kakšen naslednji nivo, ne, ko imaš več mentoriranja. Več mentoriranja, ne, se pravi, Developing Leader Within You je dobra knjiga, mislim, ampak precej. Od Johna Maxwella sem mislil, da so težje, ne. Medtem ko Leadership and Self-Deception meni ni bila tako težka, ta se bolj lučna. Si verjetno te mislil, ne. Kje sem mislila, tudi zadnje. Ja, Maxwellova so pa res tako, jaz nisem še, ampak kako mi ti razlagaš. Tako da to. Ja, pol pa glavna stvar za zaključek, no, vse moči uperu v to, da greš res na čim več doTERRA-nih dogodkov, zdaj ali naših znotraj naše ekipe ali skupnih slovenskih, prvi zdaj slovenski bo Spring Tour, vsako leto je Spring Tour, pa potem včasih je potem še Summer Tour, pa vedno je potem še Autumn Tour, torej jesenski, da to izkoristiš, ker tam res smo tudi pohvaljene strani Evrope, imamo res lepo pripravljene, da se da preizkusiti vse izdelke, delavnice, tako da stvar ni samo v smislu predavanj, ampak res navdiha, dobiš energijo od ostalih izkušnje, res mislim tako, občutiš, kaj zdaj te pomeni ta skupnost, ko jo tle opisujeva, pač to ne morava čez prenesti in tudi vse, kar se na dogodku zgodi, ni šans, da vam prenese kdorkoli takole česa, ne, ali pa tudi v živo, ker to moraš sam biti del tega, tako da izkorist, če je le možno, a ne, pej mislim, da je sreda, če se ne motim, 9. marca popoldan, pol je pa konvencija. Konvencija je pa letni dogodek, tudi Evropa ima svojo, letos bo malo kasneje, sicer junija 17. pa 18. v Budimpešti, tako da to pa je za izkoristiti, jaz tudi takoj, ko bojo zdaj karte zunaj, bomo se malo pofočkali en drugmu, da bi za našo ekipo kar pol proti prihajanju junija organizirali en skupni prevoz, pač toliko, da v tistih 5-6 urcah smo gor in res skupaj doživimo, to je pač škoda ne izkoristiti tega.
Je pa en dan prej tudi Empowering Day, kar je pa business training. Pogojev še ne vem, tako da mi bo takoj, ko izvem, Ludo tudi javlja, 16. torej junija. Je pa tudi nekaj tako, kot pač leadership, en tak mini leadership, no. To se pravi business training in ogromno načinov ljudi, razmišljanj, navdihov dobiš in je res nekaj, kar je fajn izkoristiti, no. Bi pa rada, no, vsem zdaj tle Martina za zaključek vprašala, kaj njemu to dalo, oziroma ker pač, ja, na začetku nisi šel na dogodek, ne, ko si šel z mano. Mislim, jaz sem bil že 4-krat s tabo, ali 5-krat. 5-krat, po mojem že. Na začetku sem šel samo zaradi potovanja, pa da imamo malo časa še za najo, ne, zdaj, potem sem se pač, mislim, da drugič sem pa šel že tudi na konferenco. In pač moram reči, da mi je bilo res wow, zanimivo, ker tudi če ne delaš doTERRA, imaš vse na taki konvenciji ogromno enih, bom rekel, predavanj, predstavitev tudi zunanjih nekih znanih ljudi, zdravnikov, coachov in pač res na nivoju pripravljene konference, tako da dobiš ogromno enega znanja za kakršenkoli posel in se ti splača, pač tudi če si v kakšni drugi zadevi, se ti splača kakšne take konvencije udeležiti. Čisto, da podpreš svojo partnerko, če drugega, ne, oziroma tudi imaš tam ogromno, dobiš motivacije, navdih za uporabo izdelkov, vidiš, da zadeve dejansko delujejo, zdravniki pač predstavijo znanost, ki je od zadaj, doTERRA predstavi svoje napredke, ki so neverjetni iz leta v leto, česa vse se doTERRA loteva, predstavijo, bom rekel, svoje dobrodelne aktivnosti, ki so tudi, bom rekel, kar impresivne in splača se tazga dogodka udeležiti, ker ti res da velika, ne, in poleg tega, da pač potuješ v neko drugo mesto, vsakič spoznaš pač veliko ogromno enih zanimivih ljudi, tako da res priporočam. Jaz mislim, da bom šel v Budimpešto, če bo le se dalo, ne, če ne bo kakšne zunanje stvari, posebne ovire, ne, tako da upam, da bomo lahko šli vsi v Budimpešto in da bo, verjamem, da bo pač spet konvencija na nivoju, tako da se splača, no. Priporočam. Vsakmu, ja. Te slovenske pa sploh punce zelo, zelo dobro naredite vedno, tako da je neverjetno, sicer zadnja leta je bolj omejeno spet, ampak par let nazaj pa se spomnim teh dogodkov, ko je bilo res ogromno obiska, ne, in je to, vedno je tudi prišel kakšen, bom rekel, pomemben vodilni del doTERRA v Ljubljano, tako da mi smo imeli tudi priložnost spoznati Davida Sterlinga, ne. Ustanovnika, glavnega direktorja. Glavnega direktorja, sicer letos je zdaj sprememba, ampak res nora izkušnja, zanimiv človek, ni tudi njegova žena in dejansko, da se pač lahko pogovoriš z nekom takim tam na konferenci. Ena na ena, ne, mislim, ja, to je bilo res wow. Mislim, tako, da bi rekel, da se boš zdaj z, ne vem, direktorjem neke korporacije lahko kar tako pač nekje pogovoril, pač praktično nimaš možnosti, ja, ne, oni pa pač imajo ta pristop do ljudi in tukaj smo imeli res srečo takrat. Ampak na vsakem takem dogodku lahko srečaš kakšnega takega človeka, ki ti da pač navdih potem tudi za druge stvari, ne, tako da, ja, priporočam. Pa sploh ne samo, da, ne vem, upam, da sva to uspela jasno tudi poudariti. To je v bistvu namenjeno, so ti dogodki res predvsem vsakemu, ki maratolja, a ne, to se pravi sploh ne nekomu nujno, ki dela, ampak dejansko je uporabnik navdušen. Ker dobiš res tak pogled. Ja, lahko si tudi uporabnik in dobiš ogromno enega znanja, motivacije za kakršnekoli druge projekte, ki jih imaš v življenju, pa pač malo bolj spoznaš doTERRO in ne rabiš imeti tukaj kakšnega posebnega namena, da boš nujno doTERRO delal, ne. Mislim, da se ti splača že investirati v to, tudi če ne boš delal doTERRA, ne, skoraj sigurno
imaš res ogromno, lahko dobiš iz ta zagreba. Ja, pa vse izdelke preizkusiš, srečaš še ostalo od tera, narekovaj družino, ne, in pač vidiš te stvari. Pa tako, kot si rekel, ne, pač vsi družinski člani in prijatelji lepo vabljeni, ker pač od njemu se je čisto spremenili, pač jaz sem ga takrat prvič zvlekla v Ljubljano, ampak res mu ni bilo žal, no, tako res je bil ful pozitivno presenečen, ker si nisi niti predstavljal, ne. Ne, pač, mislim, vsaka čast, ne, res je vse vedno na nivoju, pač punce, ki ste iz različnih backgroundov, pripravite to, vsaka svoje predstavitve, res dober, tako da tako je res. Je ful vredno, ne. Res je vredno, ja. Super, no, pa se bova zahvalila vsem vam, ki boste to pogledali, oziroma se tudi ste lepo vabljeni, da če imate še kakršnakoli vprašanja, da sva tukaj za vas, tako da me ali pa Najo lahko kontaktirate. Tukaj še ena naša slikca z morja, pač ja, mislim, da tudi zaradi Tere smo dobili en tak spekter življenja, ki nam daje zaradi mojega zdaj čisto drugačnega dela, ne, čisto drug vidik življenja, pa res ogromno svobode. Jaz se ponovadi prilagajam tvojemu urniku, ne, si pač uredim, da si svoj posel zrihtam tako, da pač imamo res maksimalno izkoriščeno vse, in tudi punčki to zelo vem, da cenita, čeprav, a ne, pač spoznavata skozi življenje, kaj pa pomeni klasična služba, pa kaj mami, ampak se mi zdi eno glavno sporočilo, za katerega bom pa vedno tudi sebi hvaležna, da jim ga dajem, da pač deli tisto, kar delaš, tudi če na začetku mogoče ne prinaša vse to, kar mogoče si zastavil, ampak čez proces, pa če vztrajaš, pač res lahko delaš nekaj, kar rad delaš. In tudi v doTERI je 1000 načinov, kako lahko to delaš, že samo če imaš rad izdelke, najdeš način, kjer boš pa ti zacvetel ali pa zacvetela. Tako da bi se pa tudi ful tebi rada zahvalila, ker tole prvi najin skupni dolg webinar, tako da hvala, da si vzel čas, no. Ja, sem zelo hvaležna. Ni problema, pač malo samo gojiti, kako se reče, s cone obdobja tudi, ja. Tako da, ampak ni bilo težko, a ne? Ne, upam, da je v redu, no, ne vem, pač bojo povedali komentarji, če ne bom pa zadnjič, ne, ko je to lažje, ne. Mislim, da ne, no, ampak ja. V glavnem, opravičujem se za par tipkarskih napak, tudi tlele ena, vidim, za vsak dom, mail je narobe zapisan, pa še par ostalih je bilo, ampak ja, mislim, da glavno sporočilo, no, tisto, kar sva želela, sva prenesla, tako da vem, da nam boste sigurno odprostili tole. Tako da, lep dan. Upam pa, da bomo lahko kdaj v živo pač naredili potem za tiste, ki bojo dejansko imeli vprašanja, oziroma da se zadeve malo umirijo glede tele norije, ki jo imamo, ne, bi bilo super, da se dobimo v živo. Res je čisto drugače. To je bil tudi primarno namen tega srečanja, da se bomo dobili tle pri nas, zato da pač tudi. Vsak ima sigurno kakšno vprašanje, oziroma ne, da samo mi dva pometujeva v rekovajih, ampak da pač nekako skupaj ugotovimo, kakšne so možnosti. Tako je. Skratka, hvala, pa lep dan. Čau. Čau.